Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in nekaj vam moram povedati. Danes sem dobila sporočilo od ene gospe, da je zdaj na dopustu in da vidi, da kako se je njeno telo, kako je začelo sprejemati energijo in pred pol leta mi napiše sporočilo in napiše, da je popolnoma brez energije, da njeno telo gori, da ne zmore več, da enostavno se ne more zbrati, da sploh, da se vrti v nekem krogu, z katerega ne zna ven in da res nekaj bo treba narediti. No in takrat sem ji odgovorila, sem napisala, da je čas, da kakšni stvari reče ne in da se za nekaj časa izstopi iz te norišnice ven in da majčkeno podpre svoje telo, predvsem 1500 mg C-vitamina na dan, pa se 1000 mg omege, pa seveda B-vitamini, formula 4 in kalcij in magnezij za obnovo možganov. No, to je točno tisto, kar potrebujemo, mielinska ovojnica, dobro, pa saj o tem sem vam že večkrat govorila, samo toliko, da pogledam, kje imam kakšen flomaster. Dejansko mielinska ovojnica, možganska celica je narejena na ta način, tukaj na sredini noter je celično jedro in tukaj okrog je ta mielinska ovojnica, to je pa na sredini je pa živc in tako, to je v bistvu kot nek kabel. No in prav ta mielinska ovojnica je narejena iz B12 vitamina, iz omege 3, iz C-vitamina, ki vse skupaj drži, in iz kalcija. In v glavnem v tem primeru, kakor imamo neke psihične težave ali pa kdor ima meningitis, to je bilo pa vprašanje ene druge gospe, tudi ta teden ima že nekaj, mislim, da je en mesec, da je zdaj z bolnice prišla meningitis in kaj je v tem primeru potrebno. Na isti način treba je poskrbeti za obnovo možganskih celic, da se k sebi spravijo. Sploh pa takrat, kadar je vnetje, meningitis, je treba pač večje količine omege 3. Je v bistvu 1000 mg kar spodnja meja. No in zdaj, če pogledamo, ko sebe postavljamo na prvo mesto. Ponavadi takrat, ko sebe postavljamo na prvo mesto, nihče ne ploska. Pač, ljudje okrog nas so navajeni, da smo, a ne? In da teraš in da poskrbi za vse okrog sebe. Takrat nihče ne ploska, nihče ne reče bravo, ampak je ponavadi tako, da ljudje, ki so navajeni na ugodje, naredijo, kaj ti pa je? Čakaj, a nisi do zdaj vedno za vse poskrbela in kaj se zdaj greš? No, v glavnem, ko začnete postavljati sebe na prvo mesto, se pravi, je to prva točka ljubezni do sebe. A ne, ker ko sebe pripeljamo do tega, da izgorimo, to je mogoče skoraj predzadnja točka, preden res pademo v neko hudo bolezen in potem začnemo delati korake proti sebi. No in zdaj, ko začnemo delati korake proti sebi, bom pa šla preko kart prehodu v novo dobo, pa gremo pogledati, kaj je tisto, kar je najbolj pomembno ta trenutek za vse vas, svetle duše, ki delate korake do sebe, za sebe. Čakra tretjega očesa. Dovolite si videti resnico. Vidim resnico, ker resnica je ena. In bolj kot si zatiskate oči in ne želite videti resnice, bolj imate težave s tem predelom tukaj čez oči, dioptrija se vam veča, imate zameglen vid, se pravi, vse je povezano s fizičnim vidom, kar dejansko tudi ne želite videti. In zdaj, če pogledate v knjigo Louise Hay, Življenje je tvoje, se pravi, kdor je na kratko vidi, se pravi, ne želi videti prihodnosti, ne kratkoviden, kdor je pa daljnoviden, pa dejansko ne želi videti tega, kar je tukaj pred nosom. No in v glavnem, ja, vid je dejansko kar zanimiva zadeva in rečemo, ja, pa se je normalno, imam slab vid, ker gledam v računalnik in tako naprej. Ampak ja, fizični vid je vedno povezan s tem, ali si dovolimo videti resnico, povezan je s čakro tretjega očesa, s hipofizo, hipofiza je pa žleza v možganih,
ki pa vpliva na to, da komandira vse ostale žleze v telesu in je povezana seveda tudi s tem, kako se počutimo težke ali pa kako se redimo, kako se obnavljamo, rastni hormon se tukaj noter tvori in vpliva na vse to, kako mi doživljamo sebe in svet. No, to je zdaj prvo sporočilo. Dovolite si videti resnico, to, kar je pred vami in to, kam gre vaše življenje, če ne boste nič spremenili. No, naslednja karta, da vidimo naslednja karta, prehod v novo dobo pa je. Kaj je tisto, kar je prav, da slišite? Stvarjenje. V vas se vsak dan rojeva nova energija in se zavedajte tega, da vi ste stvarnica, stvarnik svojega sveta. In zdaj, če si predstavljamo, da je prav to bohinjsko drevo, en moder gospod mi je nekoč rekel, da on vidi, da je to drevo tako kot Triglav, v bistvu, da je to energija Triglava in da gre čez celo Evropo, razprostira svojo energijo. No in zdaj, če gledamo, da mi imamo v sebi moč ustvarjanja in moj svet, seveda ga ustvarjam, imam moč in lahko sami preizkusite, če si začnete zdajle govoriti, da vas glava boli, boste sigurno ustvarili glavobol. No in tako ustvarjamo dejansko vse. Vem, da je mogoče se premalo zavedamo tega, kakšno moč imamo. In dobro je, da takrat, ko smo v strahu, imamo majhno moč ustvarjanja, zaradi tega, ker drugače bi res kreirali grozovite zadeve. Po drugi strani pa bolj kot je aktivirana ta naša notranja moč in bolj kot imamo počiščene celične spomine, se pravi, bolj kot imamo prečiščeno družinsko deblo, to, kar vlečemo po družinskem deblu za sabo, in bolj kot imamo počiščene temeljne kode, ki jih vlečemo za seboj kot duša. Se mogoče tukaj vprašate, pa kako naj jaz vem, kaj vlečem za seboj kot duša? Je preprosto, pogledaš, kje imaš težave na fizičnem telesu in se pravi, če imate neke kronične težave, pomeni, da je to nekaj, kar ste privlekli s sabo iz preteklega življenja. Ali pa če imate neko materino znamenje, pomeni, da imate na tem predelu pač nekaj za predelati. Recimo, jaz če gledam, da imam tukaj materino znamenje, povezano je to z grleno čakro in imam povezano z izražanjem. In ja, vidite, saj se izražam, to je moja, to je izven moje cone udobja, da se postavim pred kamero in iskreno govorim. In na koncu koncev, bolj varen bi bilo nič od tega delati, tudi ne pisati iskrene knjige ali pa mogoče pisati kaj takega, kar bi bilo ljudem res všeč, ali pa nekom, sploh bližnjim sorodnikom, da bi bilo res to všeč, a veste, da bi tako pisala, Ampak pač pišem iskreno in govorim iskreno, zato ker, pa ja, saj smo vsi samo ljudje, nič drugega. In jaz imam nekaj drame v svojem življenju in verjemite mi, tisti, ki misli, da jo nima, ne upa videti resnice, pa smo spet tam čakra tretjega očesa, pač raj nosi dioptrijo, kot pa da si prizna resnico. No in zdaj, če pogledamo naprej, Zemlja stvarjenje, naslednja stvar, kar je pa pomembna, je pa nebovzeti mojstri. Nebovzeti mojstri nas podpirajo in jaz sem tukaj toliko prepričana v to, da stvarstvo mi moramo samo prositi. Iskreno prositi za pomoč in jo dobimo. Recimo moja nebovzeta mojstrica je absolutno Mati Marija. Nebovzeti mojster je Saint-Germain, ampak to je v osnovi Sveti Jožef. Nebovzeti mojster je Jezus. Recimo, jaz sem vzgojena v krščanstvu. Vemo, da v drugih kulturah, v drugih verovanjih je tukaj Buda, recimo na Japonskem slavijo, častijo boginjo Kuan-Yin, jaz upam, da sem prav izgovorila, ki je ravno tako nebovzeta mojstrica in je tako kot Mati Marija pri nas.
Vsaka vera ima nekaj dobrega. Recimo krščanstvo, absolutno dobra zadeva, odpuščanje. Absolutno. Recimo budizem, ohranjaj svoj mir. Kar dobro vemo, v krščanstvu je ogromno ljudi, ki grejo enkrat na teden k maši, pa grejo k spovedi, nesejo tja svoje grehe in potem veselo grešijo naprej, ker tako bojo tam stresali svojo vrečo grehov in lahko delajo po starem. In to je zame brez veze. Živi tako, da ni treba hoditi k spovedi, da jo ne potrebuješ. Ker če živiš iz sebe, ven iz svoje resnice, potem ne potrebuješ nekoga, da reče, odpuščeni so ti tvoji grehi. Pojdi v miru in ne greši več, pa si misliš, se bom spet naslednjič prinesem malho, sem pa je problem rešen. To je brez veze. To je res brez veze. Gre se za to, zadnjič mi je moja hčerka poslala eno slikico in je bil na vrh, mislim, da Buda, na sredini je bil Jezus in od spodaj je bil pa iz hinduizma, mislim, da Šiva. V glavnem, in piše tako, če vam vaša vera ni všeč, oziroma če vam je iz vsake vere nekaj všeč, naredite svojo. In ona prav minka. Ja. Pač ni, da delam novo vero, čeprav moj oče, ko sem jaz napisala tele karte, je rekel, eto, kakšna čarovnija, ne, ni čarovnija, samo pozitivno mišljenje. In ko sem pisala zadnjo knjigo, ko imajo čakre žur, oziroma ne, ko imajo duše žur, ko sem to pisala, je rekel, a bo spet ustanovila neko svojo vero. Pač, ata, v tem življenju še nisem ustanovila svoje vere. Ja, vem pa, sem jo po enem od preteklih. Ampak okej, v redu je. Gre se za to, da živimo iz svoje resnice. No, zdaj pa pojdimo naprej. In da prosimo v nebovzete mojstre pomoč pri tem, ker verjemite mi, vso moč imamo in vso podporo, samo prost moramo za to, da nam pomagajo ta svetla bitja. Naslednja karta je pa prišla, prosimo za zavedanje. Kaj je tisto, kar je v temnih delih mene, prosim za zavedanje. Karta je tema, ampak lahko bi bila pa zavedanje. A ne, ker nekdo se boji tega zavedanja. In smo spet na začetku tele zgodbe, vidim resnico. Aha, si mogoče bežim pred svojo temo. Mogoče ne želim videti, kje je moja tema, pa se je bolj varno se ukvarjati pač z bolečimi koleni, ker pač imam težave s koleni in to pomeni, da grem na operacijo in tako naprej, kot pa da se spopadem ali pa pogledam v resnico, ker kolena so povezana s spolno čakro, in pregledam, kakšen odnos imam do svojega telesa in kakšen odnos imam do nasprotnega spola. A ne? Sploh pa do spolnosti. Zdaj, kdor je mnenja, da je spolnost grda in umazana, ja, ne ima pa težave s koleni. Mogoče pa predeluje kakšno življenje nune ali pa duhovnika ali pa meniha in je čas, da ostane s kolen. No, pojmo še na eno sporočilo in spet je prišla resnica, je ena, vedno in povsod izražam resnico, to je karta poštenost. In mogoče s tem zaključim današnji video. Karta 20. Tudi če nihče ne ve, jaz vem, moja duša ve. Nobeno dejanje ni vredno, da me bremeni. In noben odnos ni vreden, da ga tajim. Dovoljujem si sprejeti svoje resnična čustva. Dovoljujem si biti resnična. To je poštenost do sebe in je temelj vseh odnosov. In ja, kako bolj enostaven je se skriti, pa se ukvarjati s sosedi, kot pa govoriti svojo resnico. In tukaj mislim, da ima vsak nekaj za narediti v tej smeri, tako da živite iz svoje resnice. Ja, vem, pa je mogoče spet na udaru grlena čakra, kako bom pa preživela? Jaz sem pa toliko let vlagala v to hišo, zdaj ne pa kar vse požrem? Ja, ne vem. Včasih pa mogoče moramo zaradi lekcij v preteklih življenjih izbirati življenje ali hiša.
In vemo, da če bomo se oklepali nečesa, pomeni to tudi lahko za nas smrt. In v tem primeru mogoče predelujemo, da je kakšno stvar treba v življenju spustiti, da lahko gremo naprej. Ja, vem, je težko. Nenazadnje sem kakšno lekcijo že sama prehodila in vem, da je težko. Vem, da je težko takrat, ko se znajdeš v najbolj takih situacijah, ko je treba nekaj res narediti, mogoče kakšne reze, ampak jaz imam eno gospo, ki vedno znova pravi, samo ne se bati. Samo ne se bati. In glejte, menda, da je v Svetem pismu napisano 365-krat ne bojte se. Da je Jezus tolikokrat rekel svojim učencem, ne bojte se. In zdaj, če gledamo, da nasprotni pol ne bojte se, je vera. In po drugi strani spet v Svetem pismu piše vera, ljubezen in resnica. Nekaj takega. Nekaj v tej smeri. Ampak v glavnem, vera je nasprotje od tista straha. In zato zaupajte, da ja, vera je tista in zaupanje nas bosta res osvobodila. Zdaj, tisto, kar se ta trenutek čisti, se jaz tako občutim, so okovi suženjstva. Okovi suženjstva so lahko povezani z nekim odnosom, ki vas suženjsko priklene. Lahko so povezane z nekimi vzorci družine, ki so povezane mogoče s kopuštvom. To so jeklene vezi, ki nas vežejo na temne sile. In glejte, mi tega ne rabimo več, je to tako. Čas je za novo dobo, čas je za svetlobo, čas je za to, da se ogrnemo v ta svetla oblačila. In to je krasna obleka, ki sem jo jaz kupila v Medžugorju. In v njej se počutim krasno. V glavnem, glejte, gre se za to, da povežemo mogoče tudi kakšno oblačilo ali pa kakšen kos oblačila z lepimi spomini in z lepimi vibracijami. Tako da uživajte in dovolite, da se v vašem življenju zgodi resnica. Samo to. In če boste dovolili, da se zgodi resnica, potem ne rabite depresije, potem ne rabite izgorelosti, zato ker je resnica tista, ki nas osvobaja. Tako da uživajte, vse dobro vam želim v vašem življenju in delajte korake, predvsem za sebe.